Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji ena izmed 5 najpogostejših novo odkritih oblik raka. Po podatkih registra raka se je pojavnost te vrste raka od leta 1961 vsako leto povečevala. Tako je bilo tudi v letu 2006, ko smo začeli snovati program SVIT. Ta oblika raka je zelo zahrbtna, saj se lahko v našem telesu dolgo časa razvija brez očitnih znakov in težav, ko pa jih opazimo, je pogosto že prepozno. A je na srečo ta oblika raka tudi zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Razvoj bolezni pa lahko celo preprečimo, če predrakave spremembe odkrijemo in odstranimo pravočasno. Visoka pojavnost raka debelega črevesa in danke in pozno odkrivanje bolezni so v preteklosti predstavljali velik javnozdravstveni problem, ki se je izražal v številnih nepotrebnih in preprečljivih smrti in visokih stroških zdravljenja pri zdravstveni blagajni. Vse to je zahtevalo organizirano sistemsko reševanje problematike, ki smo se ga lotili skupaj z Ministrstvom za zdravje. Pripravili smo organiziran nacionalni preventivni program za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke, program SVIT, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Program SVIT je namenjen moškim in ženskam, starim med 50 in 74 let. Osebe iz ciljne skupine vsake 2 leti na dom prejmejo vabilo za sodelovanje v programu. Doma odvzamejo vzorček blata in nam ga pošljejo. Presejanje temelji na imunokemičnem testu, kjer ugotavljamo prisotnost prikrite krvavitve. Če je prisotna, s kolonoskopijo preverimo, kaj jo povzroča. Kolonoskopijo v programu SVIT opravljajo visoko izurjeni kolonoskopisti, ki delujejo v izurjenih timih. Ti so akreditirani v programu SVIT. Naša skrb je v tem, da nenehno dvigujemo raven kakovosti. To, da je kolonoskopija varna in učinkovita in predvsem neboleča za naše paciente, je zelo pomembno. To, da smo tudi uspešni, nam kaže odziv naših preiskovancev. Vse spremembe odkrite pri kolonoskopiji natančno pregleda skupina vrhunskih histopatologov. Na osnovi njihove diagnoze sprememb se odločamo o tem, kakšna bo nadaljnja obravnava preiskovanca. Vloga patologa v programu SVIT je, da pregleda vzorce, ki jih pri kolonoskopskem posegu odvzame gastroenterolog iz sprememb, ki jih je našel. Patolog bo postavil patohistološko diagnozo, ki bo odločilnega pomena pri nadaljnji obravnavi bolnika. Patolog bo določil, ali je sprememba v celoti odstranjena in ne bo treba dodatnih posegov, ali je mogoče potreben ponovni kolonoskopski pregled, ali je mogoče lezija takšne narave, da je potreben operativni poseg. Patologi v programu SVIT skrbimo za našo kakovost, redno se izobražujemo doma in v tujini, nadzorujemo naše podatke, jih analiziramo, sodelujemo pa tudi v zunanji shemi kakovosti. Prijazni in strokovno usposobljeni svetovalci v klicnem centru nudijo podporo in svetovanje pri vseh korakih sodelovanja v programu SVIT. V primeru pozitivnega testa se z njimi dogovorite glede kraja in časa izvajanja kolonoskopije. Osebni zdravniki 3-krat letno prejmejo seznam svojih pacientov, ki so program SVIT niso odzvali. Obvestimo jih tudi za vsakega pacienta, ki je napoten na kolonoskopijo. Pred kolonoskopijo mora vsak k svojemu osebnemu zdravniku, da se na preiskavo ustrezno pripravi. Zanima me, kaj se dogaja z mojimi pacienti, zato spremljam, če se udeležujejo preventivnih programov. S pacienti, ki se programa SVIT ne udeležijo, se pogovorim in jim svetujem, da se odzovejo. V zdravstvenih domovih in zdravstvenih postajah po Sloveniji so vzpostavljene SVIT-ove kontaktne točke, kjer usposobljeni zdravstveni delavci pomagajo pri vključevanju v presejani program ter pri izvedbi posameznih korakov. Teme o prebavi in debelem črevesu še vedno predstavljajo tabu, ki ga je potrebno rušiti. Program SVIT v ta namen organizira predstavitvene dogodke v lokalnih okoljih, kjer je ekipa programa SVIT na voljo za vse informacije in pomoč pri sodelovanju v programu SVIT. Na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje se povezujemo z različnimi ljudmi iz svojega okolja. Pletemo mrežo podpornikov in ambasadorjev, ki so nam veliko pomoč pri motiviranju ljudi za udeležbo v presejalnem programu. Ko prebava in prebavljanje ne bosta več tabu, se bodo tudi ljudje zavedali, da je treba težave z prebavo jemati resno in poskrbeti tudi za preventivo. Stik z ljudmi ves čas ohranjamo s pomočjo strokovnjakov v zdravstvenih ustanovah,
nevladnih organizacij, društev in prostovoljcev. Moja izkušnja s programom Svit me je spodbudila, da sem za udeležbo začel motivirati tudi svoje znance, prijatelje in sodelavce. V 10 letih smo dokazali, da lahko s skupnimi močmi, tesno povezanostjo in dobrim sodelovanjem dosežemo zelo veliko. Zaradi delovanja programa Svit se je število obolelih za rakom debelega črevesa in danke v Sloveniji prvič v zgodovini pričelo zniževati. Mnogi so zaradi sodelovanja v programu bolezen preprečili ali zaradi zgodnje odkrite bolezni živijo polno in kakovostno življenje. Zato ne čakajte, odzovite se tudi vi.